Z jubilejnim 10. državnim ocenjevanjem in razstavo kruha so tako v Belo cerkev vendarle vrnile kanček nekdaj živahnega družabnega utripa. V oceno so letos prejele 69 vzorcev pristnega domačega kruha. Tokrat je bilo največ tistih z oznako posebne vrste. Mislim, da je tudi sam virus in vse skupaj je to naše, kar je bilo, da smo bili veliko doma, so ljudje zelo veliko poskušali peči kruh, pa so vse sorte jim dodajali in jaz mislim, da je zato ta skupina najbolj zasedena. Zmagovalni kruh je spekla mlada Zarja Denac. Definitivno si nisem pričakovala, da bodo kar zmagala, ampak sem pa zelo vesela, navdušena, da je tako dobro uspelo. Rženi kruh z medom in pivom, za katerega je prejela vse možne točke, je pekla prvič, pravi, a po preverjenem receptu dedka, mentorja ter rednega udeleženca tovrstnih ocenjevanj Jožeta Senegačnika. Pogrešal sem ocenjevanje, pogrešal sem predvsem druženje. Ne toliko bi rekel tisto, da dirkamo, da tekmujemo, ampak predvsem važno je, da si zraven, da se srečaš, da se vidiš in tole je bilo res tak bum, predah. Kaj ne rečem, pohvala ženam in dekletom tle, da so se odločile in da so to naredile. Res, vsaka čast. Razstava je bila vnovič prava paša za oči in temu primerni so bili tudi okusi. Člani komisije smo bili enotnega mnenja, da so kruhi zelo kvalitetni, kakovostni, se pravi kvalitetni, zanimivi. Tako da moram reči, da odraz tega je tudi veliko zlatih priznanj. Teh je bilo kar 41. Sklepno dejanje je ob mladih harmonikaših popestrila tamkajšnja godba, ki se je prav ob tej priložnosti sploh prvič predstavila v novih uniformah. Na tej prireditvi mi pravzaprav tradicionalno sodelujemo vsa leta, kolikor časa že godba obstaja. Vsako leto smo igrali in zato mislim, da je najbolj prav, da smo danes prvič v teh uniformah. Zlatim in srebrnim priznanjem so se na ocenjevanju ponovno izkazali vrtčevski malčki iz Šmarjete, Lešnice in Metlike. Plaketo za 3-krat zapored osvojeno zlato priznanje za enak izdelek pa so podelili 5 mojstricam peke domačega kruha.